Živijo, živijo. Naj pa zanima vse v zastavah. Dobrodošla. Zdaj sem vam pripravil en majhen kviz oziroma par zastav, da vidim, kako ste dobro v prepoznavanju zastav. Slovenija. Ja, bravo, to je bila najlažja, ne? Slovaška. Ok, ja, bravo. Srbija. Ja, bravo, to je Srbija, ja. Indija. Bravo. Indija. Sedaj pa najtežja. Grč zgleda podoben turškem, ampak ni. To sem dal primer kot preveč zapletene zastave, a ne? Zato je tudi težko razbrati. To je pa zastava Turkmenistana. Zakaj pa imamo sploh zastave? Ja, dobro vprašanje. Ne? Se pravi, zastava je kaj? En tak pravokoten kos tkanine, s katerim se recimo posamezniki, društva, organizacije in vse zadnje države identificiramo. A ne? In je res tak preprost, rečemo, signalni pripomoček, da lahko na daleč pokažemo recimo pripadnost državi ali komorkoli. Kdaj pa je Slovenija dobila svojo zastavo? To je pa zanimivo. Ja, ima kar dolgo zgodovino, tako da jaz predlagam, da si ogledamo kraj, kjer je slovenska zastava prvič zaplapolala. Veste, kdaj je Slovenija postala samostojna država? Ja, leta 1991. No, bravo. Takrat je Slovenija dobila državno zastavo, ne tako, kot jo imaš ti zdaj tu z državnim grbom. Ampak 140 let prej pa je nastala slovenska narodna zastava, ki pa je bila brez grba in je prvič zaplapolala prav na tem mestu, kjer zdaj stojimo. Tu na Wolfovi 8 so jo pod vodstvom Tomana razvili kot odgovor Nemcem, ki so razvili nemško zastavo na gradu. Tako da to je zelo pomemben kraj za slovensko zastavo. A ima vsaka zastava tudi grb? Ne, v bistvu ne. Če opazuješ na recimo zastave drugih držav, nimajo grbov. Najbolj priporočljivo je, da zastava nima grbov. Ampak zastava, njene barve pa izhajajo iz grbov največkrat. Se pravi, najprej smo imeli grbe, s katerimi so se vitezi, vladari identificirali. Iz teh grbov so nastali prapori, taki bolj zapleteni, da so se z njim identificirali v boju. Nato pa so iz teh praporjev nastale zastave, da so čim bolj preprost signalni pripomoček, da sploh v boju, da so se čim prej prepoznali recimo nasprotnika. Ali lahko zastava tudi slaba? Seveda, zastava je lahko tudi slaba, zato obstajajo tudi ena določena priporočila oziroma 5 pravil. Kakšna pa so ta pravila? Prva mora biti enostavnost. Tu imamo 2 primer, Kongo pa Zahodna Virginija v Združenih državah in tu je primer enostavnosti. A ne? Se pravi, to so 3 barve preprosta, ta je pa že zapletena. A ne? Preveč je vsega. Naslednja je pomenljiva simbolika. Se pravi, mora biti barve, ki so na zastavi ali pa simboli, imeti nek pomen, ne? Da niso samo, kot vidimo tu Libija, ne? Recimo je slaba, je samo zelena barva. Kaj nam zdaj to pove? Ne vemo točno kaj. Medtem ko Italija ima pa dobro, ne? Ima neko simboliko odzad. Naslednja je potem največ 3 barve zmeri damo na zastavo, ne preveč barv. Potem imamo brez napisov, vidite tu zdaj imamo Južna Karolina in Južna Dakota. Se pravi, ta je dobra, zakaj to? Nadaleč se hitro vidi. Če damo napise nadaleč ne moramo prebrati in tudi če en problem imamo, ne moramo jih obrniti. Se pravi, zastava plapola na obe strani, se pravi, na drugi strani pa napis ne moramo ga zrcaliti in zato je to slaba zastava. In še zadnjo pravilo, ki jo imamo, je pa sorodnost. Se pravi, moramo paziti, da niso preveč podobne drugim. Tu vidimo primer Indonezije in Monako. Sta praktično identični zastavi. Filmcologi še nimamo svoje zastave. Bi lahko naredili en načrt za dobro filmcološko zastavo? Jaz mislim, da je to dobra ideja. Pa sta razmišljali, kaj bi vaju predstavljalo? Verjetno barvi oranžna pa zelena. A ste razmišljali tudi o kakšnem simbolu, ki bi predstavljal vas filmcologe? Ja, lahko bi uporabljali žarenco, kakor da imamo veliko idej. Bodite pozorni, da niso iste zastave, kot so že. Tu imamo Indijo, Irsko, pa slonokoščeno obalo. In pa malo pregledajte konstrukcije, kakšne bi vama ustrezala. A bo križ, a bo cikcak, a bo pol-pol, ali bo trikotnik not. Evo, končal sem. Kakšno se ti zdi? Bravo, da vidim je zdaj tole. Odlično, ti si izbral tako zanimivo razmerje, da je kvadratasto, lepo si razdelil, zanimivo. Zdaj, mogoče ima večjo žarnico, bi lahko naredil, da prije bolj do izraza. Drugač bi bila pa zastava tudi brez žarnice zelo zanimiva. Aha, ti si pa izbrala lepo tako.
Tudi dosti velika žarnica, mogoče žarnica bi bila fajn tu, ali pa tu, da ima večji, ali pa da je na svojem polju, da se ne seka s oranžno, ampak drugače zelo dobro. To je res dobra zastavoslovna konstrukcija, bi jaz rekel. Tako da oba sta se zelo potrudila. Tudi razmerje zastava mi je všeč in to bi kar bila dobra zastava za Firpcologem.